novimi dajatvami predvsem polnijo proračun, ne pa, da bi se bojevali proti sivi ekonomiji. Zakaj recimo ne uvedejo davčnih blagajn, inšpektorje, ki bi jih s tem razbavili, pa preusmerijo dejansko k nelojalnim šušmarjem? Zakaj povečujo recimo birokracijo za podjetja s paragonskimi bloki, namesto da bi zmanjšali birokracijo sodobnimi IT rešitvami? In zakaj hkrati, ko uvedemo recimo davčne blagajne, ali ne znižamo davčnih stopenj, kot recimo na Hrvaškem, in preusmerimo utajene davke od davčnih goljufov k poštenim plačnikom? Pri obdavčitvi študentskega dela prav tako mislimo, da ne gre za razbremenjevanje, ampak da gre za krpanje javnih blagajn, saj hkrati s tem ne prihaja do znižanja obremenitev izrednega delovnega razmerja. Zato naj še enkrat poudarimo, mi smo v zadnjem obdobju od leta 2008 v gospodarstvu izgubili 90.000 delovnih mest, v javnih sektorju pa smo, imamo dva podatka, po IPES-u za 4.000, po podatkih SURS-a pa celo za 12.000 povečali število zaposlenih. Razmerje med zaposlenimi v javnem in zasebnem sektorju se je poslabšalo iz 2,7 na 1 v 2008 na 2,4:1 v letošnjem letu. In Slovenija je na visokem 4. mestu po hitrosti naraščanja javne porabe v bruto domačem proizvodu glede na leto 2008. Letos bo res, da gospodarska rast 2%, vendar verjetno ni potrebno ponovno ponavljati, da je ta gospodarska rast brez rasti delovnih mest in da je naš bruto domači proizvod še vedno bistveno nižji, kot je bil leta 2008, da imamo obseg tujih investicij še enkrat nižji, kot je v državah Srednje Evrope in je četrtina nižji v Evropski uniji. Vlada